Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni danes 5 nasvetov, res življenjskih nasvetov za zdravje dr. Korepanova, in sicer bomo šli kar po 5 točkah. Prva točka, vsekakor, da neprestano krepimo imunski sistem. To bo prvi nasvet. Drugi nasvet, razparazitite se. Tretji nasvet, razstrupite se. Četrti nasvet bo povezan dejansko z škodljivimi vplivi okolja, torej odpravimo te škodljive vplive. In peti nasvet, spoznajte čudodelno moč zdravilnih rastlin. Torej, skozi vseh teh 5 nasvetov bomo šli, konkretno boste dobili odgovore, kaj to pomeni in na kaj se zanaša. Ljudje, gledalci, sledilci, zavedajte se, živimo v času, ki je zelo poseben, in ta čas narekuje, da mi sprejmemo odgovornost za svoje zdravje. Mi smo odgovorni za svoje zdravje in zdaj je tisti čas, ko potrebujemo akcijo. Akcijo torej v smeri, da krepimo svoje zdravje, in ti nasveti so zagotovo za ta vredni. V moji družbi je Marijana. Marijana Kolman, ti si se osebno šolala, izobraževala pri dr. Korepanovu, pa mogoče tisti, ki dr. Korepanova ne poznajo. Zakaj ga toliko ljudi posluša, zakaj mu toliko ljudi sledi, v čem je on tako poseben in poznan zdravnik? Iz preprostega razloga. To je tudi razlog, zaradi katerega sem se odločila, da se šolam pri njemu na področju fitomedicine oziroma fitoterapije. Dr. Korepanov je namreč Sergej Valerjevič Korepanov, sicer je ginekolog, onkolog in fitoterapevt. Zdravnik, ki je v konvencionalno medicino in seveda tudi v integrativno medicino uspel vrniti fitomedicino, in človek, ki me je pravzaprav prepričal z njegovim načinom pristopa do bolezni, bolnika in seveda tudi do zdravih ljudi, ker tudi preventiva je eno izmed njegovih zelo pomembnih področij delovanja. Namreč ljudje smo običajno navajeni, da sprejmemo neko dejstvo kot resnično, če imamo za to dovolj trdne dokaze. In pri dr. Korepanovu mi je všeč to, da neke zdravstvene trditve, izkušnje ljudske medicine, tradicionalne medicine zna razložiti z znanstveno preverjenimi študijami, s kliničnimi študijami in raziskavami, da človek razume, zakaj neka rastlina deluje tako, kot deluje, in da enostavno potem to lahko sprejmemo in uporabljamo v svojem življenju. Odlično, se pravi, dr. Korepanov je na nek način zdravnik nove dobe, zelo široko znanje, sodobno tehnologijo in hkrati starodavno znanost združuje skupaj. Tako je. Torej, prva njegova točka, dr. Korepanov se nam bo tudi javil iz Rusije, tako da res glejte, kajti to je kar velika čast. Ampak gremo kar čez prvo njegovo točko. Prva njegova točka je pravzaprav ta, da neprestano krepimo svoj imunski sistem. Marijana, zavestni ljudje, tisti, ki se že majčkeno bolj zavedajo, ponavadi krepijo spomladi pa jeseni, ampak dr. Korepanov pravi, neprestano krepite svoj imunski sistem. Običajno ljudje krepijo svoj imunski sistem, ko zbolijo. No, to je pa večina ljudi enostavno nonšalantno ignorira priporočila, poskrbite za preventivo. Preventiva ni isto kot zgodnje odkrivanje bolezni v okviru določenih sistemov, ki jih imamo v našem zdravstvu, ampak je vsakodnevna skrb za svoj imunski sistem. In to je tisto, kar dr. Korepanov postavlja na prvo mesto. In morda bo pobuda, ko si pozvala ljudi k odgovornosti za svoje zdravje, kljub vsemu marsikoga prepričala v to, da je krepitev imunskega sistema vsakodnevni protokol. To pomeni življenjski način, hrana, voda,
prehranska dopolnila, če so potrebna, sicer pa rastline iz našega okolja. Imunski sistem je namreč, ne bom razlagala zdaj o kompliciranem delovanju imunskega sistema, ker nima pomena. Ti nam kar po ljudsko povej. Enostavno rečeno je, enostavno povedano, pač imunski sistem ni le prva obrambna linija pred vdorom patogenov, to pomeni virusov in bakterij, ampak se aktivno vključuje v delovanje živčnega, endokrinega sistema in je pravzaprav prva bariera pred vstopom škodljivih vplivov v človekov organizem. In kronično obremenjen imunski sistem, ki je pravzaprav pravilo pri sodobnem načinu življenja, je znanstveno dokazano vzrok za vrsto bolezni, od običajnega artritisa, celiakije do nekaterih vrst rakavih bolezni. Se pravi, šibek imunski sistem, lažen prehlad, čisto nemogoče. Tako je. In zato krepitev imunskega sistema pomeni med drugim tudi uživanje ne le hrane, ampak tudi zdravilnih rastlin recimo, ali pa prehranskih dopolnil, ki so imunostimulatorji, adaptogeni in tako naprej. Bi mogoče dala kak primer, kakšno kombinacijo recimo? No, jaz v protokolih, ki jih recimo tudi dr. Korepanov priporoča za krepitev imunskega sistema, lahko izpostavim zanimivo delovanje rožnega korena, zlasti v kombinaciji s sibirsko čago. Pred kratkim sem dobila v pregled eno študijo, ki govori o tem skrivnostnem delovanju. Rožni koren je poznan v tradicionalni medicini tisočletja nazaj, ampak tudi vse sestavine so bile raziskane, ampak tega ni še nihče raziskal. Namreč, rožni koren v kombinaciji s sibirsko čago, sibirski rožni koren ali zlati koren, kot ga imenujejo na Altaju, ker ima res vrednost zlata, deluje, to boš tudi ti presenečena, oziroma aktivira adaptogene mehanizme, osi, ki teče med hipotalamusom in hipofizo. Čudno si to predstavljati. Ampak vsi poznamo rek, vse je v glavi, ne? Vse je v glavi. Bolezen in zdravje in naša usoda, vse je v glavi. S tem je mišljeno v tej osi, ki povezuje hipotalamus in hipofizo, namreč poteka pretok informacij, ko hipotalamus, po domače povedano, narekuje vsem endokrinim žlezam, kako naj delujejo, kdaj in katere hormone naj izločajo. In zdaj si ti predstavljaj to podporo dveh močnih adaptogenov in imunostimulatorjev, ki delujeta točno na center, od katerega je odvisno potem pravilno delovanje. Torej, tole je bil prvi nasvet dr. Korepanova, neprestano krepite imunski sistem. Po domač povedan, če se ne ukvarjaš z zdravjem, se moraš z boleznijo, tako da bodimo pametni in se ukvarjamo z zdravjem. In torej ta kombinacija rožni koren in čaga, če gledamo sibirsko fitomedicino, krasna, čudovita, še z večjim veseljem bom zdaj to uživala. Naslednja točka, ne boste verjeli, ne živimo v srednjem veku, a vendarle dr. Korepanov nam je rekel, razparazitite se. To je pa zdaj nekaj nenavadnega, bi lahko rekli. In kot smo rekli, dr. Korepanov na liniji iz Rusije, iz svoje ordinacije. In dr. Korepanov, zaupajte nam, zakaj ste tole umestili pod tako zelo pomembne nasvete, zakaj torej paraziti, saj ne živimo vendar v srednjem veku? Дело в том, что вот есть очень серьезные американские исследования, когда всерьез взялись и каждого человека посмотрели, 95% случаев нашли паразитов. Я думаю, что у нас в России, Словении, не намного лучше обстановка, поэтому вопрос серьезный и вопрос, а что паразиты? Паразиты, они ослабляют организм, а слабый организм, он подвержен болезням. Wow. Ti podatki so zares osupljivi, toliko ljudi. Wow, joj, razparazitanje. Zdaj,
Poznamo veliko načinov, oziroma marsikaj smo že slišali od tega, da se nažreš česna, ne? Džingis Khanov recept, ja. Ja. Ampak deluje, veš, samo od otrok. Ne moreš to pričakovati, pa tudi večina ljudi je zelo občutljiva. Želodčki so občutljivi na surov česen in čebulo. Doktor Korepanov se zelo fokusira na to razparazitenje in je ustvaril tudi eno kombinacijo. Katero kombinacijo priporoča doktor Korepanov za razparazitenje? Fokusira se na razparazitenje zato, ker imamo 70% imunskega sistema v prebavilih. In če je ta imunski sistem, oziroma prebavila, če so zasedena z paraziti, pomeni, da je naš imunski sistem zelo, zelo ogrožen. In potem ne moramo od njega pričakovati, da bo odigral vlogo dobrega vojščaka v bitki z boleznijo. Formula, ki jo dr. Korepanov priporoča, je kombinacija lisičke, skorja trepetlike in nagljeve žbice. Vse tri sestavine same po sebi imajo učinek na parazite. Kombinacija, ki jo je raziskal dr. Korepanov, deluje pa proti različnim, torej praktično vsem vrstam parazitov v vseh razvojnih fazah. To pomeni tudi pri ličinkah. To je pomembno, ja? To je pomembno. In druga stvar, ki je izjemno pomembna, način, kako deluje. Torej, fungoterapija za sestavo lisičke, skorje trepetlike in nagljeve žbice ne ubije parazitov, kot je to značilno za zdravila farmacevtskega izvora. Ampak paralizira parazite in živi paraziti, ampak onesposobljeni, zapustijo prebavila. Nasprotno, kemija, to pomeni antihelmintiki, parazite ubijajo, ampak tipično za parazite je, da ko jih ti ubiješ, izločijo izjemno strupene, velike in ponovno zastrupijo telo. Toksinov in naredijo več škode s tem, kot pa, če jih recimo imamo. V tem je razlika. Doktor Korepanov je dal tole kombinacijo tudi v kapsulo in ja, lahko jo dobite tudi v Sloveniji, zato boste mogli malo pobrskati po strani ali pa poklicati naše svetovalke. Mi pa gremo naprej k naslednjemu nasvetu dr. Korepanova in sicer razstrupite se. Torej, paraziti so en del strupov, ampak ne pa edini, ne? Seveda. Dr. Korepanov izpostavlja kot glavna vzroka za vrsto bolezni škodljive vplive okolja in slab imunski sistem. Torej, vse med seboj tudi povezano, ne? Tako paraziti kot škodljivi vplivi okolja in seveda tudi škodljivi stranski učinki zdravil, cepiv in tako dalje, so tisto, kar organizem konstantno zastruplja, da pa pri tem ne pozabim. Tudi konzervansi v hrani. In zdrav organizem pomeni organizem brez toksinov. To pomeni brez zdravil, brez konzervansov, brez škodljivih vplivov okolja in tudi brez škodljivih razvad, alkohol, tobak in tako dalje. Doktor Korepanov je tukaj poudaril, da ne smemo pozabiti na agarikus. Tako je. Kot enega izmed prastarih načinov razstrupljanja organizma, dr. Korepanov v svoji fungoterapiji uvaja agarikus, ki deluje tako na strupe, ki jih dobivamo neposredno iz okolja, to pomeni slab zrak, konzervansi iz hrane, zdravila in tako dalje, kot tudi na tiste strupe, ki so že leta in leta v organizmu. Tudi recimo zastarana borelija in tako naprej. In priporoča vsaj 2-krat na leto pri ljudeh, ki so pa bolj izpostavljeni škodljivim vplivom, pa 3 do 4-krat na leto
protokol razstrupljanja s pomočjo agarikusa. Idealno za razstrupljanje bi bila pa seveda tudi kombinacija savnanje v fitobočki, ki te pa dodatno razstrupi. Fantastično. Odlično. Že smo pri naslednji točki. Odpravite škodljive vplive okolja. Tako tudi narekuje dr. Korepanov in tudi tukaj nam bo dodal nekaj pomembnih informacij. Prisluhnimo. Здравствуйте, дорогие друзья! Все, кто интересуется фитотерапией, те, кто любит растения, те, кто верят, что растения могут сделать чудеса. Это действительно так. Если лекарство старается лечить, то травы регулируют организм, укрепляют организм. Tako, torej škodljive vplive stran in pa pozdraviti, kot pravi dr. Korepanov. To je pa zadnja točka, moč rastlin. Se mi zdi, da kar včasih jih malo pozabimo, da so in kako močne so. Seveda, človek v sodobnem tempu življenja nima časa, da bi nabiral, da bi se učil, da bi spoznaval. Nekateri imajo srečo, da z otroštva, predvsem starejše generacije, poznajo uporabo naravnih zelišč iz svojega domačega okolja in jih tudi uporabljajo. Jaz zelo spodbujam ljudi, zato tudi recimo šolanje iz fitoterapije, ki ni namenjeno le terapevtom, nadaljevanje šolanja že, ampak vsem ljudem, da bi začeli uporabljati moč narave iz svojega naravnega okolja. Namreč, jaz spodbujam ljudi, da ne glede na to, ali kupujejo recimo prehranska dopolnila, kot so adaptogeni čaga, leuterokok, rožni koren in tako naprej, ali pa si nabirajo zelišča sami, da upoštevajo dvoje. Prvič, sekundarne metabolite, ki so prisotni izključno v rastlinah, nabranih v naravi, torej v divjini. Torej, divje nabrane rastline, ne tiste pod krasnimi pogoji. Negojene, ker ti sekundarni metaboliti so tisto, kar ljudje zanemarjajo, delujejo pa v bistvu kot lasten imunski sistem rastline in ko človek to uživa, seveda se to delovanje prenese tudi na delovanje v človekovem organizmu. In druga zelo pomembna stvar je upoštevati, da so rastline recimo v našem okolju ali pa te rastline, ki prihajajo v proizvodih iz Altaja, pravzaprav tisti vzgib, ki v človekovem organizmu sprožijo postopek adaptacije na škodljive, predvsem zunanje vplive okolja ali pa se okrepijo njegov imunski sistem. In to je naloga vsake rastline. To pomeni, da tudi če so to čebulni olupki. Zelo pomembno je, da te rastline, podobno kot čaga, leuterokok, rožni koren, vsebujejo visoko vsebnost sekundarnih metabolitov, predvsem recimo flavonoidov, kot je kvercetin, ker so to tako imenovani naravni prikrojevalci bioloških odgovorov. Pomeni, da v organizmu sprožijo sposobnost odziva na alergije, viruse, kar pride, ali pa tudi na karcinogeno dogajanje v organizmu. Izjemno. Torej, danes v naši družbi Marijana Kolman, ki se je osebno šolala in izobraževala pri dr. Korepanovu, ki pa nam je danes podal 5 točk. Dajmo jih še enkrat ponoviti. In sicer prva točka je bila: konstantno krepite svoj imunski sistem. Druga točka je bila: razparazitite se. Tretja točka: razstrupite se. Četrta točka: odpravite škodljive vplive okolja. In peta točka: dajmo uporabiti in spoznati rastline. Zdaj ta čas je več kot odličen za izobraževanje, kar se tega tiče. Če se želite več izobraziti, poglejte vsa spletna predavanja in tečaje, ki so na voljo.
In seveda, če imate kakšno vprašanje, glede na to, da morda že imate kakšno diagnozo oziroma imate neke težave, lahko se obrnete na nas po nasvet, po še kakšno mnenje. Marijana Kolman vam lahko torej svetuje, pove in seveda sodeluje z različnimi strokovnjaki, da poda odgovor in protokol na info@klepet.si, če boste pisali. To je seveda diskretno, anonimno, ne bomo vas dali na televizijo, tako da brez skrbi.